Živjo, sem Urška Jakopčič in dobrodošla, dobrodošel v spletnem dogodku Drzni si začeti. Če si pripravljena sprejeti odločitev za spletno podjetništvo in če se hočeš naučiti, kako postati spletni podjetnik, si na pravem mestu. Dobra 3 leta se učim o spletnem podjetništvu in o denarni miselnosti in to znanje zdaj delim s tabo. Da ne rabiš še ti zapraviti toliko časa. To je 3. video o digitalnem podjetništvu in mislim, da ti bo zelo všeč. Pomagala ti bom izbrati nišo in ugotoviti svojo poslovno osebnost. Hvala vsem za komentarje, prosim, komentiraj še več, sprašuj, povej, kaj tebe zadržuje pred tem, da bi začela s podjetništvom. Če si zamudil prva 2 videa, smo govorili o tem, kaj moraš vedeti, da postaneš uspešen podjetnik in kako lahko spremeniš svoj način razmišljanja, da boš lahko vodila uspešen posel brez preobremenjenosti in izgorelosti, kar v končni fazi lahko vodi do tega, da odnehaš s poslom. Govorila sem tudi o tem, kaj je niša, kaj je avatar in o glavnih vrstah spletnih poslovnih modelov. Danes bom s tabo delila, kako izbereš svojo nišo in kako najdeš pravi posel zase. Ko veš, kako izbrati nišo in katera bo tvoja niša in se poglobiš v svojo idealno stranko, torej avatar, boš vedel, kako tem strankam predstaviti svojo ponudbo. Ampak bistvo ni v ponudbi, temveč v reševanju problema. Najti moraš skupino ljudi, ki jim hočeš in ki jim lahko pomagaš. In kar je res močno pri tem je, da ko imaš pred sabo jasno sliko o tem, komu hočeš pomagati in veš, da bi to počela tudi, ne da bi ti kdo za to plačal, takrat boš našla svoje poslanstvo. In prav to se je zgodilo tudi meni. Hotela sem delati v pridruženem marketingu za visokocenovne ponudbe, ampak nisem imela pojma, na koga naj ciljam. Komu točno naj ponujam spletne seminarje ali kar vsem povprek na internetu, to navadno ne deluje optimalno. In kar sem se naučila v tem procesu je, da moraš dati strankam, kar hočejo in kar potrebujejo. Ne moreš jih jemati kot številke in nanje gledati kot na bankomat. In jaz ti iskreno hočem pomagati najti svoje mesto v svetu podjetništva, če seveda ti to hočeš. Ampak zdi se mi, da nekaj v tebi to hoče, če si do zdaj ostala na seminarju. Sama prej nisem vedela, kako je moje poslanstvo, a sem bila prepričana, da to ni delo s papirji za veliko podjetje. Zdaj, ko sem stopila v svet podjetništva, pa gradim novo osebnost, boljšo Urško, in želim te navdihniti, da storiš enako. Še posebno, če nisi prepričan, da si res želiš v podjetništvo. Ampak ta proces je res izjemen in ti lahko spremeni življenje. Na bolje, seveda. Torej, vprašanje je, če si pripravljena na veliki korak, da vzameš življenje v svoje roke, si pripravljen poseči in doseči svoje cilje in priti do finančne svobode? Si pripravljena postati gospodarica svojega življenja in postaviti zgled svojim otrokom? Kar napiši v komentar, pripravljen sem ali pripravljena sem, če si končno pri tem, da rečeš, zdaj pa dovolj. Dovolj mi je igranja žrtve okoliščin v svojem življenju, dovolj mi je, da delam za druge in ne zase. Danes se odločam za spremembo. Se že veselim tvojega komentarja. Ok, danes imamo veliko za obdelati, zato se kar lotimo. Torej, omenila sem, kako sem se sama odločila za podjetništvo in kako mi je to spremenilo življenje. Ampak ne me narobe razumeti, nisem še niti približno tam, kjer so moji cilji in ja, res je težko uspeti, čez noč pa sploh ni nemogoče, a ponavadi traja. Za uspeh je potrebno veliko časa, predanosti in trdega dela. A resnično poražen si lahko le, če odnehaš. Sama si preprosto nisem hotela več dopuščati
pasivnosti in občutka brezupa. V bistvu je bil še bolj občutek hrepenenja po nečem boljšem, večjem. Zdelo se mi je, da mi nekaj manjka. In vedela sem, da moram nekaj storiti glede tega. In tudi sem. V resnici vsak nekaj mora začeti. In če lahko premagaš strah pred neznanim in strah pred tem, kaj si bodo drugi mislili, lahko zrasteš kot oseba, kot podjetnik in dosežeš tiste cilje, tiste sanje, ki so se prej zdeli nedosegljivi. In ker že gledaš ta video, vem, da hočeš prebiti tisto staro paradigmo, sistem menjanja lastnega časa za denar in da nočeš več biti žrtev okoliščin, da hočeš najti svoje pravo poslanstvo. Verjamem pa, da smo mi, predvsem predane mame, predani očetje, sposobni uspeti v čemurkoli, kar si zamislimo, ne le v spletnem podjetništvu. In zato sem tudi vložila toliko časa in dela in energije v ta event, drzni si začeti. Ok, pa se poglobimo v izbiro niše in ustvarjanja tvojega avatarja. Naučila se boš, kako najti nišo, do katere si strastna in je hkrati donosna. In tako lahko delaš, kar ti je všeč in pri tem služiš denar. Ko veš, komu in s čimu želiš pomagati, se lahko trgu pridružiš z namenom oziroma s poslanstvom. In ko razumeš svojo idealno stranko, torej avatar, razumeš tudi, kako jo nasloviti, kje jo najti, kako se z njo pogovarjati in tako bo služenje denarja lažje. V tem videu bom s tabo delila preproste korake, da boš našel svojo nišo in avatar. In vzami list, še boljše delovni list, ki sem ti ga poslala kot brezplačno darilo na tvoj email naslov. Če ga želiš prejeti, se prijavi na povezavo spodaj v komentarjih in napiši svoje ideje, kakršnekoli. Navedi svoje vrednote, življenjske izkušnje, kaj vse pomembnega se ti je zgodilo v življenju, posebnega. Si morda premagal strah pred čim, doživela kaj izjemnega. Poišči svoje edinstvene lastnosti in izkušnje. Nato navedi svoje interese, konjičke, strasti, v čem si dobra. Lahko me daš za ta čas na pavzo. Ok, zdaj pa pomisli, katero področje ti je nekako najbolj blizu. Je to zdravje, premoženje ali osebni odnosi oziroma razmerja ali strasti oziroma konjički, hobiji. Katero od teh 4 ti je najboljše, nekako, da se najraje z njim ukvarjaš. In poveži, kar si napisal s tem področjem. Kakšno znanje in izkušnje imaš na tem področju? Si že dajala v zvezi s tem komu nasvete? Kakšne probleme opažaš na svetu glede tega? Kako bi lahko pomagala ljudem glede teh stvari? Je kdo že prej rešil ta problem? Kako? In kaj bi ti storila drugače? Ko govorimo o niši, je treba upoštevati, da mora imeti 5 ključnih lastnosti. Biti mora taka, da se da digitalizirati, imeti mora dovolj konkurence, ker če ni, je to verjetno zato, ker tej niši nihče ne kupuje. Imeti mora dovolj veliko število ljudi, imeti mora visok rang v brskalnikih in imeti mora dolgoročni potencial. Kaj mislim s tem dolgoročnim potencialom? Naprimer, nosečnost kot niša se sicer sliši dobro, ampak ni najboljša, ker imamo ženske ponavadi omejeno število nosečnosti in ko ženska enkrat zaključi z rojevanjem otrok, izgubiš stranke.
Čeprav bodo prišle nove nosečnice, ampak je boljše najti neko nišo, kjer imaš zveste in preverjene stranke, ki bodo večkrat kupile in nadaljevale. Nek problem, ki se nadaljuje, ki ni, da se kar neha. Recimo, meni je zelo me fascinira model, ki ga ima Malinca. Oni so meni tak šolski primer dobrega marketinga in uspešnega podjetništva. Imajo prehranska dopolnila, ki jih v bistvu jemlješ ves čas, ne, oziroma lahko jih nehaš, ampak efekt je, če jih jemlješ dolgoročno, pa imajo zdravo prehrano in ne vem kaj še vse, in potem tudi način trženja je zelo učinkovit. Tako da oni so si našli zelo dobro nišo. Če gremo zdaj nazaj na naš delovni list. Zdaj vtipkaj v Google problem, ki ga hočeš rešiti, in poglej, koliko rezultatov dobiš. In lahko si poiščeš prav specifična gesla v Googlu. Potem isto lahko ponoviš na YouTubu, pa vidiš, koliko je zadetkov in koliko ogledov imajo, in tako vidiš, če je ta niša dobra ja, koliko ljudi se dejansko s tem ukvarja. Veliko ogledov, vidiš, da je veliko ljudi zainteresiranih, enako če so visoko rangirani v Google Search Words. No, če si potem še vedno izgubljen oziroma izgubljena, sem dodala na tisti delovni list še nekaj idej za nišo v vsaki kategoriji, tako da ti bo lažje najti zmagovalno nišo. Okej, zdaj pa nadaljujmo z idealno stranko, torej avatarjem. To je pač ključno za tvoj posel, ker če imaš najboljši produkt na svetu, pa če ga probaš prodati napačnim ljudem, ne boš nikomur nič prodala. Moraš vedeti, kdo je tvoja idealna stranka, da veš, kako jih nasloviti, kako komunicirati z njimi, kakšen način trženja deluje na njih, kaj jih spodbudi, da naredijo nek korak, da kupijo, kakšne so njihove globoke želje, njihove sanje, kaj so njihovi največji problemi, kaj jih boli, kaj rabijo, kaj jih skrbi, kaj govorijo, kaj delajo, kaj berejo, kje jih lahko najdeš, kje živijo, kje delajo, kakšen je njihov prihodek. Vsa ta vprašanja si v bistvu moraš odgovoriti in si zapisati pod to tvojo idealno stranko, ker ko se poglobiš v psihologijo svoje idealne stranke, ti to dovoli globlje razumevanje njenih potreb in tako veš, kje jih najdeš. Recimo, če veš, da pa še lažje, če jim daš ime, ne? Če veš, da je tvoja idealna stranka Jane, pa nek priimek iz Amerike, ki je stara 40 let, pa recimo, da ji hočeš prodati nek shujševalni produkt. Veš, da je zelo zaposlena, da ima takšen in takšen dohodek, recimo, da dobi 50,000 dolarjev na leto, zelo zaposlena, potem da ima otroke, da ima določene zdravstvene težave. Potem lahko take stranke iščeš recimo na Facebooku v določenih skupinah, kot so kakšne Facebook skupine za samopomoč ali pa skupine za hujšanje, skupine za ljudi z diabetesom in tako naprej. Spravi, v bistvu narediš
kot profil te svoje idealne stranke, kot naprimer, ko naredijo v kakih teh detektivskih oziroma kriminalkah, v kakih serijah, ko imajo cel tisti file nekega zločinca. Lahko isto narediš za svoj avatar, ne, tisto profilno mapo. Ok, to je samo taka primerjava malo slikovita. Zdaj, ko ti je jasna tvoja niša in ko veš, kakšna je tvoja idealna stranka, zdaj pa lahko pogledaš, kako bi lahko ta problem, ki ga hočeš rešiti za to svojo idealno stranko, prenesla v različne tipe spletnih poslovnih modelov. Se pravi, prvo, ki sem vam ga pokazala oziroma o katerem sem govorila, je bilo affiliate marketing, se pravi podružnično trženje in kako se to dela prek Facebook oglasov, ne. To je webinar od Robija Blancharda. In zdaj lahko pogledaš, katere ponudbe, ki že obstajajo na spletu, recimo na ClickBank ali pa na kateri drugi platformi. Poiščeš te ponudbe, ki že rešijo ta problem in jih reklamiraš oziroma kažeš strankam, ki hočejo rešiti ta problem. Recimo za hujšanje, ne. Iščeš in si širiš bazo ljudi, ki hočejo rešiti problem svoje teže in točno takim potem prek Facebook oglasov reklamiraš oziroma predstavljaš ta produkt. Potem še nisem čisto zdrava. Naslednji tip posla, ki sem vam ga predstavila, je bil Kindle publishing. Se pravi, za objavljanje knjig preko Kindla kot samozaložnik in ti v bistvu poiščeš knjige, ki se zelo dobro tržijo na tem področju, ki tebe zanima, in napišeš podobno knjigo. Ali pa plačaš ghostwriterja, ne, se pravi enega nadomestnega pisca, da zate napiše to knjigo in jo potem ti objaviš in pobereš smetano. Se pravi, to je en način, ko lahko 90% dela outsourcaš, se pravi, drugi naredijo zate. Ja, ti pa pač pobereš profit. Zdaj naslednji seminar, ki je v bistvu v slovenščini, vas bo naučil o Amazon prodaji, se pravi prodaji preko Amazona. In ta vas nauči, kako uspeš kot v e-commerce, ne, v e-commerce, joj. Naslednja, ki vam bom jo pa pokazala, naslednja ponudba pa bo, kako narediš spletne strani, ki so fokusirane na določeno nišo in preko oglaševanja, se pravi, ljudje oglašujejo pri tebi, lahko zaslužiš denar. In potem bomo spet šli še na email marketing in to bo vse v naslednjih mesecih, tako da priporočam, da spremljaš
in se učiš še naprej o vrstah online posla, bolj v podrobnosti. In ja, na tak način se boš naučila, kako se lahko približaš in služiš ljudem, ki jim hočeš, na najboljši način, ki bi tebi ustrezal. In če ti pri katerem od teh seminarjev klikne, hej, to se zdi pa preprosto, pa to bi lahko tudi jaz delala. Ja, lahko bi. In če se ti zdi, da bi, ne odlašaj in dej, stopi v akcijo, ker čas mineva in zakaj bi prelagali nekaj v prihodnost, če bi lahko zdaj naredili. In če ti bo se kje zataknilo, sem jaz tukaj, da ti pomagam in ti bo lažje priti do uspeha, do svojega cilja. Ker jaz bom čez 2 meseca dobila svoj certifikat v Mastery Coachingu, o katerem sem že govorila nekaj. In za vse te, ki smo že izkusili Mastery Coaching, vam povem, da je to res nekaj neverjetnega. Jaz nisem nikoli mislila, da je možno tako na hitro spremeniti način razmišljanja o neki stvari, ki te muči že tako dolgo, in ti to spremeniš v 30 minutah ali pa v 1 uri. Res je life changing, ne, po slovensko. Se pravi, ja, veliko se bo zgodilo še v naši Facebook skupini. Nič še niste videli, še veliko nas čaka. Jaz se bom trudila, da vam bom še naprej prinašala dobro in kvalitetno vsebino, ki vas bo veliko naučila, vam veliko dala, vas navdihnila, včasih nasmejala, ker ja, smeh je pol zdravja, pravijo. Jaz se zelo rada smejim in rada hecam in želim si, da bi se vsi lahko skupaj smejali čim več, ne glede na to, kaj nas še čaka v prihodnosti. Mislim, da se bom zelo kmalu, da se bom poglobila še na copywriting, se pravi način, kako, ne jaz poglobila, vsi se bomo poglobili, način, kako pisati ali oglase, ali e-maile, ali Facebook poste, da so čim bolj taki, ki te pritegnejo, taki, ki jasno povejo tvoje sporočilo, pri katerih ne greš samo mimo, ker v našem svetu miljavžent informacij je zelo pomembno, da znaš pritegniti pozornost. Sploh glede na to, da imamo zdaj po zadnjih raziskavah ljudje pozornost slabšo kot zlate ribice. Zlate ribice imajo 9 sekund pozornosti, človek ima pa zdaj po novem 8 sekund. Tako da ja, fajn smo. Tehnologija ima svoje dobre in slabe lastnosti, ne? Okej, zdaj pa še nekaj stvari, ki so ti mogoče zdaj v mislih. Zdaj, ena stvar je, ne, ki se pojavi, ko je treba izbrati nišo in avatar, se človek vpraša, če jo res rabi. Prvi posel, ki sem ga predstavila, je bil o Facebook oglasih in prek tistih Facebook oglasov se lahko ti odločiš, katere podružnične ponudbe želiš promovirati, ne.
ampak vseeno rabiš nišo, ker če greš ti delati oglase brez ne tarčno, ti rabiš svoje tarčno občinstvo, v bistvu razmetavaš denar. Če imaš neko tarčno publiko, za katero si prepričan, da jo to zanima in da bo nek delež od teh ljudi dejansko kupil to ponudbo, pa ni važno, ali gre za spletni seminar, ali gre za prehranska dopolnila, ali gre za telovadbo, karkoli. Pač moraš vedeti, kak človek želi kupiti to ponudbo in takim ljudem moraš te Facebook oglase plasirati. Tako da ja, rabiš nišo, rabiš poznati svojo idealno stranko, ker drugače je res brez veze. Boljše, da sploh ne probaš. Potem si lahko misliš, lahko se sprašuješ, kako naj vem, če je niša, ki sem jo izbrala, dobra. Najlažje je, kot sem že prej rekla, prek Google searcha, prek Facebook searcha, da vidiš, koliko recimo Facebook skupin je, koliko članov ima noter. YouTube je drugi najmočnejši ali največji iskalnik oziroma brskalnik za Googlom, čeprav spada pod Google, ampak potem lahko gledaš še druge brskalnike. Bing je močen, kaj so že te neki najboljše, da pogooglate, ker so najmočnejši iskalniki, ker zdaj imam malo blokado misli in se ne morem spomniti. In potem pogledaš malo, lahko recimo tudi vprašaš v komentarju, če je dobra niša, recimo na ta video oziroma v Facebook skupini, in bomo skupaj pogledali, če je ali ni. Pa ne se bati, da vas bo kdo obsojal, ker presenetilo te bo, ko vidiš, da so ljudje dejansko dosti bolj podpirajo, kot si mislimo. In tudi, če te kdo ne podpira, a je to tvoj problem? Tako da res bi vas spodbudila, da čim več komentirate, čim več sprašujete v Facebook skupini. Izkoristite to možnost, ne, ker za izgubiti nimate čist nič. Lahko samo kaj pridobiš, ne, če sprašuješ. Okej. Spravi. Kaj je zdaj pomembno zate? Če si želiš spremembe v svojem življenju, se najprej odloči zanjo in jo naredi. Postavi si svoje cilje, naredi zase vizijo za svoje življenje, kaj si želiš in kaj boš naredila. Potem začni delati na svojem načinu razmišljanja in veliko idej in pomoči seveda dobiš v naši Facebook skupini Online Opportunities for Working Mothers. Potem izberi si nišo in določi, kakšen je tvoj avatar. Potem izbereš svoj posel in potem rasteš in se učiš kot podjetnik in kot oseba. Okej, ne, to bi bil zdaj tak 6 ali 7 korakov, kako začneš graditi posel, takih ful širokih. Zdaj pa me res zanima, koliko od vas je pripravljenih narediti ta preboj
iz povprečneža, iz nesrečnice ali karkoli, ne, če niste srečni v situaciji, v kateri ste, če se počutite slabo zaradi življenjske situacije, da se počutiš kot žrtev okoliščin. Koliko vas je takih, čim prej se javite in naredite nekaj glede tega. Ker jaz se spomnim, ko sem rekla, zdaj je pa tega dosti. V službi sem pač nekaj mogla narediti, ker mi ni bilo okej. Kar je v bistvu ranilo mojo integriteto. In za ene pač ne bi bil big deal, ne, nič posebnega. Meni je pa bilo res grozno. In sem se res odločila, zdaj se pa odločim za ta posel in se temu posvetim in seveda seveda je bil notranji odpor v meni. In še vedno se kak pojavi, ampak ravno zaradi tega mastery coachinga mi je uspelo preiti te prepreke, zaobiti te prepreke, ali kako bi temu rekli, in res sem vesela, da sem se tega lotila, da lahko tudi vam pomagam preiti te prepreke, ki bi se lahko pojavile, ne. Se pravi, z mastery coachingom bom pomagala. In zdaj imaš izbiro. Lahko izbereš eno od teh rešitev, o katerih sem ti govorila, ali pa ne narediš čisto nič, ne. Nadaljuj s tem, kar delaš, pa se pritožuj glede svojega življenja, pa glej, če bo dovolj ali če bo premalo na bančnem računu, pa mogoče še naprej trpiš zaradi ne vem česa. Lahko pa vzameš življenje v svoje roke pa se odločiš, da res nekaj narediš glede tega in nehaš razmišljati na delavski način, ampak začneš razmišljati kot podjetnica. Prebudiš tega podjetnika v sebi in začneš delati odločitve, ki štejejo, ki ti bodo prinesle blagostanje in pomen v življenju. Tako da ja, odločitev je čisto tvoja. Priporočam, da si pogledaš ta seminar od Johna Nekrepa o Amazon prodaji. Če ti sede ta način, odlično. Če ti ne, spremljaj druge ponudbe, ki ti jih bom pokazala. In se slišimo, ne, vidimo v Facebook skupini. Upam, da si odnesel kaj koristnega od teh mojih videov in da sem te uspela navdihniti za kakšen pomemben korak v življenju. Pa tudi, če si se samo zamislil nad sabo oziroma zamislila nad sabo, je to super, je moj namen dosežen. Tako da s temi besedami se poslavljam in se vidimo v Facebook skupini ali pa na kakem, ali pa mogoče še na kakem YouTube videu. Tako da, čau.